Pozdravljeni. Kako AIQ pomaga pri kronični utrujenosti? Glavna pomoč AIQ-ja pri osebah, ki trpijo ali so v kronični utrujenosti ali njenih derivatih, kot so depresija ali pa izgorelost, tudi kronično ponavljajoče se poškodbe, predolgo časa trajajoče rehabilitacije, trdovratne bolezni, ki se kljub ugodnim prognozam nočejo urediti in odpraviti. To se spada pod polje kronične utrujenosti iz AIQ pogleda. In tu AIQ pomaga predvsem s tem, da poveča sposobnost osebe, da čuti, kako je, in da se bolj realno zaveda, kaj dela. Ker iz teh dveh osnov potem lahko postopoma skozi dvig čustvene zrelosti dojame, kako se njeno telo v resnici počuti, in vedno bolj dojame tudi, zakaj se tako počuti. In posledično, ker bolj vemo, kako smo in kaj delamo, lažje določimo, zakaj smo tako, kot smo. Ali je prav, da smo tako, kot smo, ali ni prav, se pravi, da bi bilo potrebno to spremeniti, in posledično lahko gremo v celostno spremembo, predvsem zato, ker se v celoten proces spreminjanja vsakdana oziroma sedanjosti, ker je nujen del odprave vzrokov za kronično utrujenost, doda telo. Ker sama utrujenost je seveda telesno stanje, ki bi moralo, če bi bilo vse v redu, sporočiti zavesti te osebe, da se počuti utrujeno. Zavest te osebe bi morala potem razmisliti, od česa sem utrujena, kaj vse sem počel, kako sem to počel, kakšen sem bil že na začetku dneva, ko sem se zbudil v nov dan, kakšna je bila obnova v pretekli noči, kakšna je bila dejavnost v preteklem dnevu, kaj me čaka v prihodnji noči in prihodnjem dnevu. To so vse misli, ki bi morale iti skozi zavest osebe, ki bi čutila utrujenost, in seveda na tak način bi lahko določila, zakaj se tako počuti, in tudi koliko je ta občutek utrujenosti resničen oziroma realen. Ker potem lahko seveda se vprašamo, da se počutimo zelo utrujene, pa razmišljamo, kaj smo pa takega počeli, pa recimo lahko dobimo odgovor, da nič posebnega. Kako smo pa spali, pa lahko dobimo odgovor, da dobro, ali pa kakršnakoli kombinacija je, lahko stvari potem postavimo v kontekst. In če imamo dovolj časa in smo dovolj parasimpatični, se pravi dovolj umirjeno sproščeni, lahko naša desna možganska polovica ta kontekst razširi na telo, na okolje, na odnose, na preteklo noč, pretekli dan, prihodnjo noč, prihodnji dan, in seveda lahko dobimo, kaj to točno čutimo. Ker seveda, če se počutimo utrujene, pa nimamo nekega realnega razloga, zakaj smo takšni, je možno, da imamo v telesu kakšno stanje, ki nas utruja, ki nas kronično utruja, od bolezni, da imamo težave z pravilno izbiro, količino in časom hranjenja, lahko nam manjka kakšnega pomembnega nutrienta, minerala ali pa kakšne druge kemične snovi, ki v bistvu sproži kronično neustrezno delovanje metabolizma. Imamo težave s ščitnico, probleme z ledvicami, veliko različnih stvari je, ampak ko znamo bolj začutiti, kako smo in kaj delamo, in se tudi spomnimo za nazaj, kako smo bili in kaj smo delali, je veliko lažje pogledati na širše in globlje vase, in ugotoviti, iz kje ta utrujenost izhaja in na kaj nas opozarja. Ker samo
stanje utrujenosti je namenjeno, da se pravočasno ustavimo. In če se znamo pravočasno ustaviti ali pa spremeniti dozo ali pa timing tega, kar počnemo, se seveda do kronične utrujenosti niti nikoli ne prebijemo. Oziroma tudi, če smo kronično utrujenosti, vemo točno, zakaj smo tako. Vemo, da je bilo recimo mogoče daljše obdobje, ko je bilo veliko dela, ko je bilo treba dati vse od sebe zaradi takšnih in drugačnih okoliščin, iz katerih je življenje sestavljeno. In takrat čutimo in tudi vemo točno, zakaj je tako, in potem vemo, ko to in to rešimo, ko uredimo ta in ta problem, potem si moramo vzeti počitek, da pridemo k sebi. Po drugi strani pa lahko iz take izkušnje, ko se znajdemo v taki situaciji, spoznamo, da določeni odnosi, v katerih živimo, niso ustrezni, da se recimo ne moremo zanesti na druge ljudi, da ko smo se poskušali zanesti na njih, niso upravičili svojega zaupanja ali odgovornosti, da smo se recimo zanašali ali pa prelagali odgovornost na druge predolgo časa, ali pa da smo zaupali ljudem, ki niso sposobni tega, in potem, ko je bilo treba dati, vse od sebe ali pa pokazati, kdo si in kaj znaš, se je pa izkazalo, da smo mi tisti, ki moramo narediti preveč, in seveda smo morali to speljati do konca, in ta kronična utrujenost takrat lahko služi kot koristna depresija, ki nam da jasno izkušnjo, da moramo v prihodnosti spremeniti odnose, drugače porazdeliti odgovornosti, postaviti različne druge opozorilne sisteme, biti bolj pozorni na to ali pa katero drugo stvar, iz katere da pravočasno opazimo, kaj se pripravlja, in začnemo pravočasno ukrepati. Dobimo izkušnjo, da smo podcenili problem ali pa precenili svoje lastne zmožnosti, in seveda v takih primerih pravočasno ustavljanje postane nekaj, česar nimamo. In v takem primeru, če se iz teh napak ali pa izkušenj, tudi če uspešno stvari zaključimo na koncu, ne naučimo ali pa ne spoznamo novih okoliščin, novih značilnosti, tako sebe pa svojega vedenja kot delovanja okolice v določenih okoliščinah, je verjetnost, da bomo to napako ponovili naslednjič, mogoče na malo drugačen način, izjemno visoka. In s tem je seveda tudi verjetnost, da bomo se znašli ponovno v kronični utrujenosti, izjemno visoka, in večkrat, ko smo v kronični utrujenosti, večja je verjetnost, da naše življenje vodi podzavest ali pa še celo nižje dol, če gremo nagoni ali pa refleksi, če smo še bolj utrujeni ali izčrpani, ko gremo recimo v preživetje, se tudi podzavest, ta zgornja, recimo glavna podzavest, začne postopoma ugašati in funkcijo vodenja in delovanja prevzamejo še bolj prvinski deli osrednjega živčnega sistema. In takrat je verjetnost, da se bomo učili iz napak, da bomo predvidevali, kakšne so posledice dejanj, ki jih v tem trenutku zaradi kronične utrujenosti izvajamo iz podzavesti ali pa iz globoke podzavesti, izjemno slaba. Se pravi, zelo težko razmišljamo, kako bo to, kar zdaj počnemo, vplivalo na našo prihodnost, če to, kar zdaj počnemo, izvajamo brez zavestne prisotnosti, ki pa je v kronični utrujenosti okrnjena ali pa celo ni. In seveda najbolj nevarno pri vsem skupaj pa je, da oseba niti ne čuti, da je kronično utrujena, oziroma to, kar čuti, ne zna pravilno definirati kot kronična utrujenost, izčrpanost ali izgorelost ali tudi bolezen in podobno, ker je tega navajena ali pa je živela s starši ali pa v okolju, kjer je bilo veliko ljudi skozi kronično utrujenih, izgorelih, izčrpanih, pa tega niso vedeli, niso smeli vedeti, niso se smeli tega zavedati, to poimenovati ali pa ukrepati na takšen ali drugačen način, da bi to,
ker jih toliko izčrpava, utruja in uničuje, uredili. In seveda, ko potem živi s takimi ljudmi, ki so skozi kronično utrujeni, niti ne moreš, kot prvo, se ti kot otrok, ki nisi kronično utrujen, ali pa ko nisi kronično utrujen, počutiš dosti drugače od recimo kronično utrujenega starša. Zdaj, če se otrok preveč drugače počuti kot starš, potem lahko pride do razhoda med staršem in otrokom, ker v bistvu je tudi nagonsko otrok hoče posnemati starša in seveda začne ga posnemati tudi na tem področju kronične utrujenosti in potem počasi tisti občutek, kakšna je zadovoljna utrujenost ali pa sproščenost po dobro opravljenem delu, zadovoljstvo, da smo nekaj naredili pravočasno, s pravo mero napora in smo znali pravočasno se ustaviti in iti v prijetno utrujenost po dobro opravljenem delu, ki nam da za nagrado dober, globok in čvrst spanec in se zjutraj zbudimo motivirani, spočiti, naspani in spet motivirani in polni elana, ampak spet ne preveč, zato da nekaj drugega naredimo spet, pa izboljšamo stvari, je vedno slabša oziroma se počasi otrok pozabi, kako je ta del, kako je čutiti ta del in konstantno je obkrožen z tem, kako se počuti oseba, ki je v kroničnih problemih in kronični utrujenosti. In v takem stanju seveda tudi ta oseba niti ne more pravilno definirati, da je kronično utrujena. In če ne more tega pravilno definirati, potem tudi ne more pravilno delovati, da bo lahko nekaj naredila pravočasno in na primeren način, da bi to kronično utrujenost, da bi se ustavila in kronično utrujenost s tem odpravila. Po drugi strani je tukaj pa še zraven strah pred sproščanjem in alergija na sproščanje, ki pa seveda pri takih ljudeh povzroča to, da kronično utrujenost doživljajo kot zaščiten sistem ali pa obrambo pred bolj jasnim zavedanjem, kako sem in kaj delam, s kom sem, kje sem. Ker seveda bolj, ko ste kronično utrujeni, manjša je verjetnost, da vam bo delovala desna možganska polovica, manjša je verjetnost, da vam bo delovala intuicija, manjša je verjetnost, da boste imeli bolj občutljivo propriocepcijo, da boste začutili, slišali, videli, okušali, zavohali, zaslutili stvari takšne, kot so v resnici. In pogosto delam z ljudmi, ki potem čez čas spoznajo, da edino v kronični utrujenosti so lahko preživeli v določenem okolju, pa da niso šli v boj proti takim odnosom v tem okolju ali pa beg od takih odnosov v tem okolju, ker pa seveda za sabo potegne močno spremembo in zato pogosto ljudje raje potrpijo ali pa trpijo. Zdaj, če hočeš potrpeti, moraš najprej trpeti in to trpljenje v bistvu uporabljajo za to, da zmanjšajo verjetnost, da se zavedo, kdo so in kakšni so, ker če bi se tega bolj zavedali, potem bi morali nekaj reči, nekaj narediti, se upreti, reči ja, reči ne, iti naprej, zaviti v levo, zaviti v desno, postaviti določene meje, določena pravila, določene ultimatume in takrat pa lahko seveda vidijo, koliko so pomembni, koliko lahko drugim zaupajo, koliko drugi z njimi sodelujejo, koliko drugi z njimi jih izrabljajo ali zlorabljajo. In v takem primeru je seveda pogosto lažje predolgo zdržati, še malo dodati, še malo urediti, še malo pomagati in seveda ta sposobnost pa potem hitro nas pripelje, da gremo čez mero, ki jo telo zdrži, čeprav zavest lahko pa zelo dolgo, sploh če ima interes, da se stvari ne spremenijo, verjame, da ima dovolj nadzora in da seveda lahko kadarkoli želi
neha, kar je pa tipično mnenje vsakega odvisnika od česarkoli. Telo pa seveda začne to spremembo kazati dosti prej, kot jo zavest lahko razume, kar se seveda potem vidi tako na telesu, na drži, na gibanju, na dihanju, na govorjenju, kot potem, če to dlje traja, tudi na vzorcih odnosov, na poškodbah, na boleznih. In če oseba te utrujenosti ne zna dovolj dobro začutiti in dovolj dobro zaznati, je verjetnost, da je lahko kljub temu, da je zelo utrujena, zvečer še vedno leži v postelji in je še zmeraj navita, ker ima previsok kortisol, in dejansko, ko gre spat, njeno telo ni bistveno drugačno kot čez dan, ko je bila budna, oziroma je bilo prav, da je bila budna. In takrat seveda se začnejo kazati te posledice dolgoletnega življenja pod pritiskom, ker telo takrat utrujenost ne dojame kot signal za, ali pa telo, mogoče boljše rečeno, celoten sistem utrujenost ne dojame kot signal, zdaj se pa ustavi, da gremo v obnovo, da se stvari postavijo nazaj na pravo mesto in potem spet nadaljujemo z dejanji. Ampak utrujenost dojame kot novo obremenitev, da zdaj pa še ena stvar, en problem več, ki ga moram urediti, čeprav je ponavadi ta problem dejansko namenjen temu, da prikrije druge probleme. In potem si je lažje to utrujenost nekako zabrisati, jo potlačiti ali popačiti, tako da hitro izgine in pa imamo en problem manj. In seveda, če mora telo to utrujenost kot nov problem odpravljati, tako da jo odmakne, ne pa da gre v bolj kompleksno in seveda tudi bolj časovno in čustveno zahtevno urejanje temeljev in vzrokov, zakaj je kronično utrujeno, potem je pa lažje, da se telo, da to utrujenost na hitro odpravi, tako da se napne, da zakrči, da se še bolj skrajša dihanje in namesto, da bi se zmehčalo, ker bi pa sprostilo, ker bi potem še bolj začutilo, koliko je utrujeno in zakaj je utrujeno, se še bolj stisne in začne iskati, kaj naj še bolj nadzoruje, kaj naj še bolj potlači ali kaj naj še bolj prepreči. Zato je recimo pogosto sploh na programih, ko skozi vaje ali pa dihalne protokole udeleženci začnejo bolj čutiti svoje telo, kar je tudi logičen namen programa, da začnejo čutiti vedno močnejšo utrujenost ali v določenem delu telesa ali splošno, in potem se ne morejo načuditi, da sploh niso vedeli, da so toliko utrujeni, ker že leta in leta počnejo isto in to, kar počnejo, se jim ne zdi nič posebnega. Pa ko pa začnejo razmišljati, kom se to ne zdi nič posebnega, njihovi zavesti ali njihovem telesu, je pa hitro jasno, da ne, da se jim ne zdi nič posebnega, ampak da se jim mora zdeti, da to ni nič posebnega, ker če bi se jim začelo zdeti, da je to nekaj posebnega, bi se mogli začeti praskati po glavi pa začeti spraševati, zakaj imam tak odnosni, preživetveni in vedenjski vzorec, da naredim toliko in da dejansko šele zdaj, ko sem se ustavil ali pa upočasnil zaradi vaj ali pa programa, da začenjam čutiti, kakšno je moje dejansko stanje. In potem spoznajo, da so se na tako stanje morali navaditi v preteklosti in potem so seveda tudi razvili ustrezno prepričanje, da so taki po naravi. Dejansko se je pa njihova zavest na ta tonus, pritisk navadila, kar pa ne pomeni, da to vas kot celoto ne stane vedno več. In tukaj pač pravi, ko tem rečemo, da je oseba izgubila občutek za mero, ki nastane iz senzorno-motorne amnezije ali pa zastrtosti. Vedno slabše se čutimo, vedno manj vemo, kdaj je dovolj, in zato ponovadi hitrost ali pa smer spremeni šele takrat, ko je že konkretna močna posledica, ki je ne more več ignorirati v obliki
močne utrujenosti, izgorelosti, razpada hormonskega sistema, poškodb sklepov, mišic in podobnih stvari, zlomov, obrab, ki pač enostavno še toliko močno voljo in željo ustavijo. In v bistvu IQ učenje je pa ravno v tem, da se začne oseba prej zaznati, da prej začuti, da se ji je vdih skrajšal, da prej začuti, da ima trd trebuh, da ima napet vrat, da se ji pozornost spreminja v tunelski vid, se pravi, da vidi samo še tisto, kar je pomembno, vse ostalo, kar je pa glih tako pomembno, pa ignorira, in če to dela kronično, potem seveda ima izjemno popačen pogled na lastno življenje, in to popačitev se pa pol preslej prenese v telesno gibanje, držo ali pa odnose in postane drža, gibanje ali pa odnosi popačeni. In na tak način je verjetnost, da ne opazi, kaj dela, samo še večja. In posledično skozi IQ lahko vedno bolj izboljšujete svoj timing in svoje doziranje, hkrati pa veste, zakaj to počnete. Ne delate na pamet, ampak delate vedno bolj iz telesa, in na tak način vedno lažje zadanete primerno količino za telo. Zakaj? Zato, ker vedno bolj veste, kakšna je količina bremena, ki ga imate, in bolj ko znate določiti, kakšna je realno, bolj lahko izbirate, ali greste v več ali greste v manj, in potem seveda znate tudi vedno bolj časovno urejevati stvari, da stvari ne grejo ne prehitro, ne prepočasi, ne prezgodaj, ne prepozno, in v takem primeru seveda se naredi več prostora za odziv, preden ste že v kronični utrujenosti ali pa izčrpanosti, ker lahko spremenite ritem, in utrujenost ni več edini način, oziroma huda utrujenost ali pa kronična utrujenost ni več edini način, da telo pokaže, da se pa moramo spremeniti, ker če ne, pa bo 3 pikice, pač karkoli že, nič lepega. Da upam, da vam je malo jasneje, kaj je, ko gleda na kronično utrujenost in njene derivate, in da ga boste po potrebi tudi uporabili za to, da boste bolj vedeli, kdo ste, kako ste in kaj delate. Hvala lepa.